Zdravo! Predstavljajte si ogromen kup Lego kock, ki jih morate prestaviti iz ene sobe v drugo. Verjetno ne bi razmišljali niti sekunde, preden bi vzeli košaro, jih stresli notri in opravili nalogo. Še lažje pa bi se naloge lotili, če bi bile kocke sestavljene v celoto. Na to osnovno logiko marsikdo nehote pozabi, ko gre za deljenje kompleksnih sestavov. A Okrejo lahko celoten projekt z več komponentami enostavno shranimo v en samostojen model in ga posredujemo naprej. Domen, pokaži nam kako. Pozdravljeni! V tokratnem namigu meseca si poglejmo, kako celoten sestav shranimo kot samostojen model. S tem zmanjšate velikost modela, zaščitite svojo intelektualno lastnino ter lažno izmenjate model. Ogledali si bomo 3 možnosti: Shrink Wrap Model, Merge in IGES. Najprej si oglejmo funkcionalnost Shrink Wrap Model na sestavu varjenega okvirja motorja. Na voljo je preko ukaza Save a Copy. V spustnem meniju izberemo možnost Shrink Wrap. Shrink Wrap omogoča izdelavo neodvisnega modela iz celotnega sestava. Shrink Wrap model je torej nepovezan oziroma neasociativen z originalnim sestavom. Izdelamo lahko 3 različne tipe: površinskega, fasetnega in Merge Solid oziroma volumskega. Shrink Wrap omogoča tudi paleto nastavitev, med katerimi je najpomembnejša kvaliteta. Ta z vrednostjo od 1 do 10 določa, kako podrobno bo geometrija prenešena iz sestava na samostojen model. Višja kvaliteta pomeni, da bodo prenešene tudi manjše površine oziroma manjši detajli iz komponent. Obenem pa višja kvaliteta pomeni tudi daljši čas izdelave Shrink Wrapa. Dodatne nastavitve omogočajo še zapolnitev lukenj, prenos samostojnih površin in skeletonov, nadzor nad majhnimi površinami, barvami in tako naprej. Izberete pa lahko tudi pomožne datumske gradnike in dodatne površine, ki jih želite v Shrink Wrap modelu. Izdelajmo vse 3 tipe. Najprej Surface model s kvaliteto 5. Obenem tudi ne želimo zapolniti lukenj, zato odstranimo možnost Fill Holes. Shranimo model na našo predlogo Start Part. Kljub temu, da ima sestav več kot 100 komponent, je površinski model narejen v nekaj sekundah. Za napredne uporabnike bo zanimiv podatek tudi v info vrstici. Da je bilo prenešenih 1194 površin od skupno 9155, ki so na celotnem sestavu. Izdelajmo še fasetni model s kvaliteto 8 in ga tudi tokrat shranimo na prevzet template Start Part. Kvaliteta v tem primeru se nanaša na velikost trikotnikov izdelanih v fasetnem modelu. Višja kvaliteta pomeni manjšo velikost trikotnikov. Na koncu izdelajmo še Solid model s kvaliteto 5. Kvaliteta v tem primeru določa velikost komponent, ki bodo prenešene. Višja kvaliteta pomeni prenos geometrije tudi manjših komponent. V primeru, da posamezne majhne komponente niso vključene, jih lahko ročno izberete za možnostjo Additional Components. Vse 3 modele sedaj tudi odprimo in si jih oglejmo. Najprej površinski Shrink Wrap model. Kot lahko vidimo iz modelnega drevesa in grafičnega okna, so v enem komponenti združene vse komponente celotnega sestava. Podroben ogled ali pa wireframe način prikaza nam prikaže, da so bile v prvem primeru prenešene le površine. Drugi primer je fasetni model. Glede na izbrano kvaliteto ne moremo natančno določiti, ali gre za okvir motorja, dinozavra ali kokoš. Kljub temu bi bil ta fasetni model primeren za določitev gabaritov oziroma prostora, ki ga zasede okvir motorja. In še tretji primer, Solid modela.
Tudi v tem primeru lahko iz grafičnega okna in iz modelnega drevesa vidimo, da so bile vse komponente sestava združene v enem modelu. Da gre za solid model, lahko preverimo tudi v wireframe načinu ali pa z pregledom masnih lastnosti. Te nam prikažejo, da je masa okvirja okrog 16 kg. Na tem mestu bi rad opozoril še na gradnik shrink wrap, ki se nahaja v ukaznem traku. In ga uporabniki pogosto zamenjujejo s shrink wrap modelom, ki smo ga pravkar izdelali. Gradnik shrink wrap je funkcionalno podoben shrink wrap modelu. Namenjen je prenosu geometrije iz komponent sestava v shrink wrap gradnik. Ključna razlika pa je, da v shrink wrap gradniku lahko nadzorujemo posodabljanje. To je lahko avtomatsko, ročno ali brez odvisnosti glede na glavni sestav. Prav tako imamo več možnosti pri naboru želenih površin in referenc. Shrink wrap gradnik je eden izmed bolj naprednih in zmogljivih gradnikov v programu Creo, zato si v prihodnosti zasluži svojo novico. Na modelu vilic motorja si poglejmo drugo možnost merge. Več komponent sestava lahko združimo tudi z booleanovo operacijo merge, ki je na voljo. Izdelamo novo komponento, ki jo poimenujemo združena in jo pozicioniramo v sestavo. Sedaj iz menija Component Operation izberemo booleanove operacije in operacijo merge. V novo izdelano komponento združena bomo združili vse komponente sestava. Te lahko izberemo ročno ali pa na mnogo lažji način iz modelnega drevesa, kjer lahko iščemo po vseh partih in jih izberemo in tako dodamo k operaciji merge. Orodje omogoča številne napredne funkcionalnosti, kot so nadzor posodabljanja, kopiranje datumskih gradnikov, površin in tako naprej. V tem primeru želimo neodvisno kopijo, zato izberemo možnost No Dependency. Pri operaciji merge lahko opazimo, kako posamezne komponente združujemo v novo izdelanem kosu. Kot je bilo pojasnjeno v enem izmed predhodnih namigov meseca, v katerem smo govorili o natančnosti, je priporočljivo, da imajo vse komponente enako absolutno natančnost, kadar uporabljate orodje merge ali druge booleanove operacije. Tako, odprimo komponento združena. Vidimo lahko, da je v enem modelu združena vsa geometrija sestava. Prenesene pa so tudi barve partov. V modelu in modelnem drevesu so vidni merge gradniki, torej geometrija iz vsakega modela. Če želite skriti tudi to informacijo, lahko dodatno uporabite orodje Collapse. To najdete v skupini Editing, kjer izberete gradnike, ki jih želite kolapsirati. S tem lahko še dodatno skrijete svojo intelektualno lastnino. Na modelu platišča motorja pa si poglejmo še tretjo možnost IGES. Model shranimo kot copy, save a copy. In v spustnem meniju izberemo možnost IGES. Pri izbiri IGES-a je ključna nastavitev Flat. Saj ta celotno strukturo sestava in vse komponente shrani kot en model. Ob tem lahko izberemo dodatne možnosti izvoza. V tem primeru skritih komponent ne želimo izvoziti. Pneumatika na našem modelu je skrita, zato ne bo prenešena v samostojen model. Kot lahko vidite iz infovrstice, je IGES kreiran v nekaj sekundah. Pravkar izvožen model sedaj še uvozimo nazaj v program.
Že po prevzetem imamo nastavljeno, da ga uvozi kot part. Ker pa ga želimo uvoziti tudi z ustreznimi parametri, pogledi in drugimi informacijami, imamo obkljukano tudi možnost Use Templates. Tako kot za vse ostale formate, ki jih uvažate ali odpirate, lahko tudi za iGES nastavite profil uvoza, tako da vam modele importira vedno na enak način. iGES je odprt in že preko drevesne strukture in tudi grafičnega okna lahko vidimo, da gre za samostojen model z ustrezno postavitvijo vse geometrije, kot tudi uvoženimi enakimi barvami. Tudi sama struktura je ostala enaka, torej solid modeli so se shranili kot volumska geometrija, surface modeli pa kot površinska geometrija. iGES je eden izmed nevtralnih formatov, ki je primeren za izmenjavo s kooperanti. Če pa ti od vas zahtevajo part ali step, ga enostavno ponovno shranite v željen format. V tem namigu meseca smo pogledali kar 3 načine izvoza celotnega sestava v posamezen kos: shrink wrap model, merge in iGES. Hvala za vašo pozornost in spremljajte nas še naprej.